Lepo pozdravljeni, ljubitelji portala Ona On odnosi in dobrodošli v današnjem pogovoru. Ste se kdaj počutili, da razmišljate drugače, da čutite globje, intenzivneje, da vas svet preprosto preplavi ali pa dolgočasi? Danes bomo govorili o nadarjenosti, tako otrok kot odraslih. V tej epizodi se pogovarjam s Katjo Ujčič. Katja je ustanoviteljica inštituta Genius X, specializirala se je za podporo posameznikom, tako odraslim kot otrokom in njihovim staršem, ter ustanovila inštitut, kjer jim poleg vrhunskega svetovanja zagotavlja tudi priložnost za druženje, osebnostni razvoj in razvoj v skupnosti. V sklopu delovanja inštituta organizira tudi specializirana izobraževanja za nadarjene posameznike, strokovnjake, specializirane zaposlene, starše nadarjenih otrok, kadrovske menedžerje in lastnike podjetij, ki si želijo razviti kulturo podpore nadarjenim zaposlenim. Katja ima zelo avtentičen pristop k nadarjenosti, ki presega klasične definicije in vključuje tudi duševno, čustveno in telesno dimenzijo posameznika. Je tudi avtorica člankov, ki so mnogim odprli oči o tem, kaj zares pomeni biti nadarjen. Govorili bova o nadarjenih otrocih, ki jih šolski sistem prepogosto ne prepozna, o mladostnikih, ki se prilagajajo in izgubljajo stik sami seboj, in o odraslih, ki šele v zrelih letih ugotovijo, da nikoli niso bili preveč, ampak preprosto nadarjeni. Dotaknili se bova tudi posameznih izzivov nadarjenih žensk, odnosov, ranljivosti in tistega, kar Katja imenuje kar divja duša. To ni pogovor o elitizmu ali IQ testih, to je iskren, globok in navdihujoč pogovor o tem, kako si končno dovolimo biti to, kar smo. Zelo sem vesela, hvaležna in počaščena, da imam možnost sodelovanja s Katjo tudi osebno, se z njo razvijati in rasti, ob delu z njo je res navdihujoče. Hvala iz srca, draga Katja, da si vzela čas za ta pogovor in se odzvala vabilo našega portala Ona On odnosi. Pogovora se neizmerno veselim kot gostiteljica, kot mama, ženska, prijateljica, sodelavka in članica ekipe portala Ona On odnosi. Lepo bi vas povabila še na e-tečaj, ki bo na voljo kmalu. Katja Ujčič bo namreč posnela e-tečaj o nadarjenih ženskah, tako da, drage dame, lepo vabljene. Katja, dobrodošla. Hvala za vabilo, Neža. Z veseljem. Kako si danes? V redu, malo slabše sem spala, kar ni nič kaj novega. Včasih možgani preveč delajo, malo preveč elektrike v možganih, in nam to avtomatsko lahko prinese tudi kakšno tako noč. Torej, to je bila ta noč. Ampak sem super, hvala. Se veselim pogovora. Zgledaš odlično in žariš, tako da ni sledu o neprespanosti in nespečnosti. Hvala. Za začetek bi te prosila, da nam poveš nekaj več o sebi, o svoji osebni poti, kako si prišla do odločitve, da ustanoviš svoj inštitut, kako veliko si se na tej poti tako formalno kot neformalno izobraževala in ali bi rekla, da je inštitut kar tvoj en mali otročič, tvoje poslanstvo. In pa s čim se še sicer ukvarjaš, poleg tega, da raziskuješ nadarjene posameznike. Torej, v bistvu, zakaj sem se začela sploh ukvarjati z nadarjenostjo in z nadarjeno populacijo, je, ker sem bila sama kot deklica prepoznana z inteligenčnim testom kot visoko nadarjena. Takrat je bilo to Bilo je zelo presenečenje to za vse, vključno z mano in z starši in z učitelji, ker jaz nikoli nisem bila tako, bomo rekli, odlična ali pridna zelo. Ja, imela sem 4 in 5. Bila sem uspešna, ni bilo pa nekih, bomo rekli, takih tradicionalnih znakov nadarjenosti oziroma visokega inteligenčnega količnika. Kaj se je potem zgodilo, ko so takrat v osnovni šoli, ko so pravzaprav že vse otroke takrat testirali po celi Jugoslaviji, takrat je bilo to nujno, zdaj tega na žalost ni. To bi bilo po moje treba vpeljati nazaj v sistem.
šolski sistem, ampak pač en teden smo bili vsi veseli, zaradi tega, ker sem pač dobila to Zoisovo štipendijo. Potem pa so stvari šle pač nazaj v iste tirnice. Zdaj vidim, ko gledam nazaj, naprimer, da veliko stvari, ki sem jih doživela, tako bom rekla pozitivnih, kot tudi kakšnih stisk ali pa nerazumevanje teh stisk in nerazumevanje sebe, tudi glede moje samopodobe, ki je bila seveda naštimana na neko povprečje, in se, bom rekla, moja nadarjenost in neke moje določene specifike, vključno z drugačnimi možgani, naprimer, o tem lahko tudi kasneje spregovoriva, kaj to sploh pomeni, se pač preprosto niso mogli prilagoditi, ker je nemogoče, da se prilagodimo. Torej, sem potem v enem momentu v svojem življenju nekako po naključju ali pa pač ne, prišla do moje, bom rekla, učiteljice, mentorice, Patricie Susan Jackson. In ona je pravzaprav še zdaj moja mentorica, ona je svetovno znana terapevtka, ki dela z nadarjenimi otroki, odraslimi iz celega sveta. Ima res visok nabor najbolj inteligentnih ljudi na svetu. Jaz delam z njo že vrsto let in v bistvu takrat je ona meni pravzaprav odprla oči in sem se jaz podala tudi na pot raziskovanja, tako da imam zaključeno terapijo za nadarjene, psihologijo, coaching in vse, tako da v bistvu sem da lahko mojo zgodbo, z mojo zgodbo in z izkušnjami in z izobraževanjem, ki sem ga dala skozi, lahko pomagam tudi vsem, ki so nadarjeni kot prepoznani, pa tudi tisti, ki niso prepoznani oziroma niso bili nekako prepoznani, v sebi pa mogoče čutijo, da so malce drugačni. Od ostalih. Koliko si bila pa stara, ko si opravljala IQ test kot deklica? To je bilo 7. razred osnovne šole. Takrat se je pač to delala, to je bilo okoli 13-14 let, nekaj takega. Ja. Tvoja mentorica pa izhaja iz ZDA? Iz Kanade, ja. Iz Kanade. Okay. Kako sta se spoznali in navezali stik? Jaz sem jo spremljala na Facebooku, in sem pravzaprav res iskala nekoga, ki bo delal z nadarjenimi. In terapevtov, coachov, ki delajo z nadarjeni in so sami nadarjeni, kar je zelo pomembno, tudi zaradi pač tega, da držijo prostor, zaradi zrcaljenja, da razumejo res v globino lahko doživljanje tega drugega nadarjenega. Sem prišla pač na Facebooku preko Facebooka do nje in sem ji pisala en mail in sem pač preprosto napisala, da pač, če ima kakšno mesto zame, in se je takoj odzvala, ker je pogledala na moj Facebook in je rekla, da pač vidi določeno nadarjenost in me je preko vrste pravzaprav vzela bomo rekli tako, in terapevtsko obravnavo, supervizijo imam pri njej, in obiskala je Slovenijo tudi pred 2 letoma. Zdaj piše knjigo, ki bo, upam, da spremenila malo mnenje o nadarjenosti povsod po svetu, in upamo, da bo takrat tudi obiskala še ponovno Slovenijo. Wow. Kakšna zgodba, navdihujoča. Ja. Kako pa izgleda tvoj običajen delovni dan? Jaz sem tako kot veliko nadarjenih nočna ptica. Torej se je dogajalo tudi velikokrat, da sem šla spat ob 1-2 zjutraj. Tako da imam ta privilegij, da ne rabim ob 7 ali ob 8 zjutraj vstajati in v službo, ampak je moj delovnik se pravzaprav začne dopoldan potem, malo kasneje. Vendar seveda je dolgo v noč potem, ker možgani nekako začnejo z luno ali s temo ali na kakšen koli drug način, to ni še raziskano, ampak veliko nadarjenih in visoko inteligentnih ljudi, tudi otrok in tudi najstnikov, smo nočne ptice. Tako da vstajam torej zgodaj, imam ta privilegij, in tudi traja nekaj časa, da se spravim k sebi. Nisem neki zelo
se ne držim nekih zdravih nekih protokolov, ampak zjutraj pač ja naredim jogo, ker sem tudi joga terapevtka in joga učiteljica, naredim nekaj pač teh vaj, poskušam pač nekaj zdravega pojesti, potem pa praktično moj začne delati, in se ne ustavi včasih tudi do 1-2. Včasih tudi melje čez noč, kot je na primer danes. Ja, premlevaš. Ja. Zdaj bi pa kar prešla k nadarjenosti. Kako pravzaprav bi danes opredelili nadarjenost? Ali se še vedno zgolj in preveč osredotočamo samo na intelektualni kvocient, ali je spektor nadarjenosti mnogo več od tega, se pravi, da se širi na čustveno, ustvarjalno in intuitivno inteligenco? Ja, super vprašanje. Ja. Torej, ta tradicionalni pogled, da je to samo inteligenčni količnik in da je to samo intelekt, to je samo en del nadarjenost. Jaz rečem, da je nadarjenost ena taka zelo kompleksna tema, neke univerzalne definicije ni. Je izjemno sicer raziskana tema, kot sama inteligenca in različne vrste inteligenc, ko si pač povedala. Vendar se zadnje čase odpira prostor za razumevanje nadarjenosti tako iz neurokognitivnega vidika, torej biološkega, genetskega, torej nadarjenost je genetska, po drugi strani pa tudi ta transcendenca, kaj nadarjeni otroci, odrasli pravzaprav v sebi doživljajo, odkje pride ta notranji sparkle, ta iskrica, ta spirit, ki ga pravzaprav nadarjeni res čutijo, nek tak klic, da se nekaj zgodi, da so poklicani k nečemu. In večina jih tudi ta klic na nek način poskuša doseči, vendar imamo toliko teh preprek naših in podzavestnih preprek, od tega, da smo perfekcionisti, da dvomimo vase, da imamo samo sabotažo, da nam je dolg čas, da nas je sram, da čutimo ogromno neko odgovornost, da nas je strah uspeha, strah neuspeha, ogromno stvari, ki jih je treba prej vsaj toliko malce razčistiti in prečistiti, da lahko ta notranja nadarjenost, notranja svetloba pravzaprav zasije. Pride na površje. Ja, tako. Kar se pa tiče, bomo rekli, teh genetskih, neurobioloških, neurokognitivnih značilnosti, pa je že zdavnaj dognano, tudi s pomočjo aparatur, magnetnih resonanc in tako dalje, da so pravzaprav možgani nadarjenih bolj hitri, rečejo jim brains on fire, torej pač možgani na ognju, ognjeni možgani, kako bi to prevedli. Torej določene povezave v možganih so bolj goste, bolj hitre, tudi corpus callosum, to je med levo in desno hemisfero, bomo rekli, ta avtocesta od leve do desne hemisfere je bolj gosta. Torej, veliko stvari v možganih je drugače povezane pri nadarjenih, kot pri, bomo rekli, poprečnih možganih. Tudi, na primer, možgani Alberta Einsteina so bili drugačni. Zanimivo, ne toliko tisti del inteligenčnega, visokega inteligenčnega količnika, ampak vizualno-prostorske inteligence. Torej, on pravzaprav lahko dojemal neke določene, bomo rekli, formule, fizikalne zakone na vizualno-prostorski način. Torej, jih je lahko vizualiziral. Tako, ja. Wow. V članku Vsi smo rojeni geniji, poneumljena sistem, ki si ga napisala ti, je izpostavljeno, da šolski sistem pogosto zatira pristno nadarjenost in ustvarjalnost otrok. Kako točno sistem poneumlja nadarjene otroke in kaj bi morali spremeniti? Torej, nadarjenost, inteligenca, različne vrste inteligenc, notranji občutki so predvsem, kot zunaj se kažejo kot neke vrste intenzivnosti. Torej pomeni, da lahko ti otroci preveč sprašujejo v šoli, lahko niso tako pridni, so bolj poredni. Mogoče bolj nemirni? Nemirni, lahko imajo več tudi, na primer, alergij,
kar 50% nadarjenih otrok, odraslih, je na primer alergičen na določeno vrsto hrane. Lahko so zasanjani, lahko imajo veliko domišljije, lahko čist nekaj drugega delajo v razredu. To naprimer tudi otroci, ki k meni hodijo, mame poročajo, da učiteljice rečejo, ona me sploh ne posluša. Potem pa vprašam, ampak kakšno oceno pa dobi ta nadarjena deklica? Ja, se vse piše 5, naprimer, v njenem primeru to je. In seveda to pomeni, da ona že sledi in že razume in veliko več ve, kar učiteljica pravzaprav govori. Ampak je dolg čas in gleda malo krog. Nekateri se pravi, so zasanjani, nekateri lahko pravzaprav zelo se potegnejo vase, ker vidijo, da razmišljajo in čutijo na drugačen način. Tudi čustveno so lahko bolj občutljivi. Pa jim rečemo, kaj si ti občutljiva, ali pa ti si čist preveč, kako si, ne vem, zoprna, ali pa kako si naporna. Vse to lahko slišimo, kot deklice, fantki, in takrat seveda mi to zatremo. Lahko slišimo to v družini, lahko slišimo doma, in to se lahko zdi enkrat, dvakrat, trikrat se to naprimer zgodi, in na to mi zapremo to v eno tako skorda neprebojno del podzavesti, zaklenemo, ker je to nezaželeno. Ker okolica tega ne. Tako. Ker to konvencionalno mišljenje je v smislu analitično, bomo v bistvu, imamo samo en odgovor. Divergentno razmišljanje v šoli pa pomeni več odgovorov je možnih. Je intuitivno, tako, je intuitivno, je kreativno in tega v šolstvu ni. Saj ta del bi bilo smiselno vpeljati v šolstvo, da bi lahko otroci razmišljali bolj na divergenten način, ne da pač pišejo test in če se eno pikico zmotiš, ali pa eno vejico zmotiš. Ravno včeraj mi je ena deklica, moja stranka, pripovedovala, da je spisala slovenščino namesto 5-4, ker je namesto črtice pa 3 pikce napisala vejico pa 3 pikce. Torej, take stvari v bistvu zatirajo nadarjenost in inteligenco, ker se otroci, ker so že tako sami po sebi perfekcionistični, ker vejo, da lahko več naredijo, torej vejo, da je tista 5 bila možna, se pravzaprav lahko notranje začnejo potem se in osamijo in se sesuvajo sami vase, ne zaupajo sebi, dvomijo, lahko se socialno izolirajo. In če bi učiteljice to lahko opazile, doma to lahko opazijo, to je res fino, da potem, naprimer, če se otrok na en tak način začne obnašati in zapirati, da res vzpostavimo en tak avtentični stik, poprašamo, kaj se dogaja z njim, oziroma mogoče so noter neke sile, njegove, ki se, ali pa njene, ki se začenjajo prebujati in so malce nenavadne. Mogoče bi tudi učitelji mogli več dati na tem se izobraževati. Se mi zdi, da v šolskem sistemu je zelo veliko pomoči za tiste, ki imajo težave, v smislu dodatna strokovna pomoč in tako, pa mogoče premalo pozornosti za tiste, ki so nadarjeni oziroma ki so nad povprečjem. Ja, tako. To je ena taka črna lisa, tako bi rekli, šolstva, pa ne samo šolstva, kasneje tudi delodajalcev in nasploh, bomo rekla, celotne populacije. To je vseeno populacija, ki je pravzaprav tisti, ki so na primer nad 130 inteligenčni količnik, to je približno 2% ljudi na svetu. In večina od teh ni prepoznanih, tretjina jih lahko v bistvu ima kakšne mentalne, psihološke težave. Tretjina jih lahko ostane nekje v nekih mejah, bomo rekli, srednjih služb, ker mogoče niso zadovoljni, ampak pač tako je, in se s tem nekako sprijaznijo, še posebej ženske. Tako da res neka podpora,
nadarjenim, to so pač ljudje, otroci, ki bodo kasneje odrasli, ki bodo lahko popeljali svet pa na bolje, ker bodo izumljeni, naša prihodnost, pravzaprav res je premalo, se ve o njih, premalo je raziskav, premalo imajo podpore. In samih izobraževanj. Tako, ja. Kakšni pa so najpogostejši znaki, da je otrok nadarjen? Sicer si nekaj že spregovorila, tako na hitro, ko ti ocenjuješ otroke, ki pridejo k tebi, kaj je tisti prvi znak, ki ga najhitreje prepoznaš? Mogoče malce romantično, z otroki se jaz samo tako spogledam, pa po večini mi je že jasno. Tudi kakšna je dinamika med starši pa med otrokom, tudi to se vidi, potem kako otrok reagira, kako razmišlja. Če pa gremo v bistvu pogledati sam razvoj, lahko ti otroci ali hitreje spregovorijo, če pa ne spregovorijo zgodaj, potem spregovorijo mogoče kasneje. To se tudi dostikrat zgodi, ampak spregovorijo pa perfektno. Lahko zelo hitro dojamejo neke določene abstraktne ideje. Naprimer, otroci, ki so 7 let stari, razmišljajo že o smrti. Ali pa kaj pomeni čas, ali pa zakaj sem jaz na svetu. To so abstraktne ideje. Naprimer, dostikrat se o obstoju tako življenja. Dostikrat se družijo z starejšimi. In dostikrat so čustveno zelo občutljivi. Kar pomeni, da če čisto pojasnimo na en tak preprost način, kaj praktično je nadarjenost, je kot da bi imeli mi v možganih, in po celem telesu pravzaprav, nekateri doživljajo celo telo, tudi tako, večinoma možgane, ker je kot en tak center, kot da imeli antence. In te antence so nadpoprečno večje in so nadpoprečno močnejše in prejemajo veliko več informacij in veliko bolj informacij, ki so drugačne, in veliko več in drugačnih informacij. Torej, in ko se te informacije naberejo, naprimer tudi informacije iz okolja, od ljudi, o situacijah, informacije od matematike, informacije od fizike, informacije od kakšni so ljudje, naprimer, kaj potrebujejo, to je emocionalna inteligenca, informacije iz vesolja lahko, torej kako vesolje deluje, kako atomi delujejo. Torej, na nek način te informacije pobirajo, jih predelajo in jih potem izrazijo. Zdaj, težko jih je lahko predelati pri otroku, ki je star 7 let in ne razume, zakaj se mu dogajajo te stvari. In zakaj, naprimer, drugače vidi, razume, zakaj hitreje nekaj povezuje. Ali pa, naprimer, na čustvenem področju to zelo, zelo jasno lahko. Da so otroci preveč čustveni lahko, torej so lahko zelo impulzivni, ali pa se vase zaprejo. Kako seveda to zdaj izraziti, to ogromno energijo, ki se v njih nabira. Ena gmota. Tako. Kako v bistvu preko teh večjih antenc, ki so bolj sposobne narediti ten proces, in tu pač jaz pomagam, in kako seveda to potem izraziti. To je treba pač znati upravljati. Tako. To so kot eni signali, dražljaji, ki jih je verjetno ogromno. Tako, ja. In potem oni to predelajo. Tako. V bistvu ni lahko biti nadarjen, Ni lahko. vedno v tem svetu. Ni lahko, ker nekateri rečejo, naprimer, jaz čutim, kako moji lasje rastejo. Hkrati se pa mora učiti, naprimer, matematiko. In hkrati mora nastopati pred razredom, naprimer, ki ima lahko izjemno tremo, lahko takšni otroci tudi. Zdaj pa vse to predelati. In seveda se lahko sesuje tak otrok. Ne zaradi tega, ker jim matematika ne bi šla, matematiko super obvlada in to vemo, ampak zaradi teh impulzov, ki so tako močni in jih ne zna ta otrok predelati. Sprocesirati. Ja, sprocesirati. Ali so ti otroci vedno ta klasičen uspešni v šoli?
Ni nujno. Ni nujno. Če bi profilirali, tudi pač profiliranje nadarjenih otrok v svetu, bom rekla, obstaja, če bi profiliranje, kar velik del njih se upre. Torej, en odgovor, en obrambni mehanizem na to, bom rekla, nesprejetost, na to drugačnost, je tudi uporništvo. Torej, dala si mi v bistvu oceno nižjo, ker sem naredila namesto pomišljaj vejco, zdaj naslednjič pa me res ne briga več nič od slovenščine, ker je to pač nepošteno. Torej, imajo izjemen čut tudi za pravičnost in poštenost in etiko in moralo. Ja, ker imajo ta uvid v situacijo in imajo ta uvid v človeka in vidijo to nepravičnost, nepoštenost. In ker ne morejo nič narediti, niti proti učiteljici, niti proti staršem lahko, potem avtomatsko lahko ratajo tudi uporniki. Zanimivo. Ja. Kako bi pa komentirala študijo, izvedbo študije, ki se je izvedla kar nekaj let nazaj, in sicer sta bila NASIna raziskovalca in ona dva sta ustvarila zelo specializiran test, ki bi učinkovito meril ustvarjalni potencial v smislu nenavadnih idej, kreiranje nenavadnih idej, domišljijo, se pravi drugačne, inovativne ideje. In merili so otroke in ti otroci, 5-letniki, so ta test uspešno rešili v 98%, se pravi skoraj da vsi. Tako. 5 let pozneje, se pravi so bili stari 10, 30%. Močan padec, 15-letniki, 12%, odrasli pa samo še 2%. Ja. Kaj nam to pomeni? Kaj nam to pove? Torej, da se vsi rodimo geniji, tako praktično res vsi, nažalost, pa potem družba, sistem, okolica nam da takšna sporočila, da naše drugačno razmišljanje, hitrejše razmišljanje, mogoče malo čudaško razmišljanje včasih ni sprejeto. In ga zaklenemo. In v bistvu ta del potem zatremo. Tako. Ker je nevaren najprej bil za druge in ker je nevaren za druge pri majhnih otrocih, ko smo videli od 5 do 10 let, je tak drastičen tudi padec. Ravno takrat otrok vstopi v šolo. Torej, kaj je pomembno, kaj ni pomembno tam, oziroma kaj se v šoli, kaj sprejmemo, kaj ne sprejmemo. Torej, kakšni so pravilni odgovori, kakšno je pravilno obnašanje v šoli. Tako da iz tega naslova seveda drastično pada padec, drastično pada ta kreativno razmišljanje, inovativno razmišljanje. In se pač damo v okvire, ker tako družba od nas zahteva. Da bo družbeno sprejemljivo. Ja, brala sem tudi članek, da šolski sistem nam vzame kreativnost otrokom. Tukaj si ravno omenila. Tako. Ni dovoljeno kreativno, ni sprejeto kreativno razmišljati. Omenila si že, zelo lepo si ponazorila z antenami in kako oni sprejemajo informacije in jih morajo obdelati. In to je tudi razlog, zakaj ti nadarjeni otroci potrebujejo pomoč, podporo. Na kakšen način jih podpreš? Seveda, ker preprosto ne razumejo, tudi ne razumejo, kaj je nadarjenost. Super se je pohvaliti, moj otrok je nadarjen, če na primer pride inteligenčni količnik in rečejo, pa spada med 90% ljudi ali 98% ljudi na svetu. To pomeni, da je unikaten, da je zelo brihten, da bo zagotovo v prihodnosti imel super življenje. In seveda, včasih se to tudi zgodi, super, in spodbujamo in ploskamo takšnim. Večinoma je pa to v bistvu, če pogledamo samo inteligenčni količnik 130, kar je 30 točk odstopanja od nekega povprečja. Torej, povprečje tiste generacije je 100. In če ima otrok odrasel 120, 130, pa če gledamo 130 inteligenčnega količnika, je to podobno, ne bomo rekli enako, ampak da ima reči podobno, kot če nekdo, ki ima pa 70. Torej,
ista je razlika, a ne, v 30 točkah, a ne, inteligenčnega količnika. A ne. 70 je pravzaprav so otroci, ki potrebujejo, so otroci s posebnimi potrebami, ki pravzaprav mogoče lahko otroci in odrasli, a ne, torej imajo težave z učenjem, a ne, naprimer koncentracija, ne samo to, ampak so res otroci s posebnimi potrebami, ki ne morejo biti v normalni šoli, a ne, in se seveda veliko ukvarjamo z njimi, ampak kako pa doživlja ta 130, nekdo, ki ima 130 inteligenčni količnik, kako doživlja ostalih 98% ljudi, a ne, ki so pa na 100%. Torej, to se je treba pač v bistvu vprašati, ne. Tukaj nam pa podpora umanjka. Tako, torej nekdo, ki ima 130 inteligenčnega količnika, podobno lahko doživlja, lahko predvidevamo, a ne, kot nekdo, ki ima povprečje 100, z nekom, ki naprimer ima 70 posebne potrebe. Z otrokom odraslim s posebnimi potrebami. Tako se morajo, naprimer 130 količnik, a ne, prilagoditi, kot če bi se 100 pravzaprav prilagodil svetu odraslega otroka z posebnimi potrebami. Da se prilagodimo v obe smeri. Ja. Torej je fino, da razumemo, kaj to sploh pomeni, ne samo, bomo rekli, fizično, kar se tiče intenzitet, občutljivosti, ampak da razumemo vedenje in da razumemo mental, a ne, kako se mora mental prilagoditi, ego prilagoditi, da lahko preživi v takšnem svetu, ker je tudi samopodoba drugačna, a ne, torej se vse spremeni, ne, percepcija o sebi, samozavest, a ne, vse v bistvu temelji na tem, kako nas drugi vidijo, a ne, in kakšen feedback dobimo nazaj. Ta psihološki moment je tu zelo pomemben. Ne. In ta zgodnejša leta so zelo pomembna, da se postavijo temelji. Ja. Kako pa je zelo povezana nadarjenost s kreativnostjo, umetnostjo? Seveda, ja, zagotovo. Ne, kot sem prej rekla, pri nadarjenih so značilne tudi, da obe hemisfere delujejo bolj, a ne, kot pri povprečnih možganih. A ne. Tako. In tudi ta povezava, a ne, corpus callosum, torej ta nevronska povezava med levo in desno hemisfero je bolj gosta. A ne. Torej, lahko seveda se zgodi, da še posebno naprimer pri otrocih, moških, fantkih ali pa moških kasneje, a ne, da mogoče, če so logično-matematično zelo nadarjeni, da potem nimajo toliko močne druge hemisfere kreativnosti in tako dalje, a ne. Ampak takoj, ko se začenja pa to v bistvu še bolj spodbujati, a ne, se vidi velik napredek, ne. Torej jaz veliko tudi delam ravno, bomo rekla, s to desno hemisfero, ker je kreativnost, ker je ustvarjalnost, in ker je umetnost, ravno zato, da lahko zbalansiramo, a ne, to bomo rekla inteligenčni količnik in da se v bistvu obe hemisfere še bolj začnejo prižigati in razvijati in da se neko ravnovesje vzpostavi. Ja. Tako da to dobro vprašanje, zelo pomembno je to. Ja. Wow. Bi delila z mano kak primer z prakse, nekaj si že povedala, seveda anonimizirano. Omenila si 7-letnika, ki razmišlja o smrti ali zakaj sem tukaj, zakaj bivam. Mogoče še kak primer za 3-letnika, ki je nadarjen. Tole za starše bi bilo po moje zanimivo vprašanje. Ja, najprej je, kaj bi jaz predlagala, ne, da se pač z otrokom res avtentično vzpostavi stik. A ne. In takrat, ko otroka res avtentično spremljamo, a ne, z odprtim srcem, pa jaz verjamem, da z vsemi čutili. Z vsemi čutili, da to večina staršev tudi počne, a ne, pa ne rabi to biti nenehno, ampak pač starši poznate, a ne, svoje otroke zagotovo. Ampak da v bistvu opazujete, kje naprimer ta otrok pade v flow, a ne, v ta kreativni pretok. Ne. Velikokrat se zgodi, da skladajo kakšne Lego kocke, a ne, ali pa da rišejo, a ne, ali pa naprimer, da pojejo ali plešejo. Ne. To so krasne stvari. Ne. Kje naprimer imajo veliko domišljijo. Ne zatirati domišljije, a ne. Poskušajte jo čim bolj razvijati. Ne. Torej lahko je nek 3-letnik, ki si zamišlja in riše neke imaginarne prijatelje, a ne. In to je super, a ne.
Seveda, dokler ne pride mogoče do nekega, bom rekla, večjega, mogočega psihološkega momenta, ampak naprimer starši to včasih tudi motijo, čisto je zasanjena nekje. Ne vprašajo, kaj se ji tam dogaja, v kakšen svet naprimer gre. Nekateri so seveda tudi lahko atletsko, torej fizično lahko zelo nadarjeni otroci, tudi to je super opazovati, tudi če so naprimer logično, matematično zelo nadarjeni, znajo, pa mogoče malce nerodni, znajo potem s časoma, koliko starši res spodbujajo, reka na razvoj, ta holistični razvoj, kot si reka na začetku, celostni razvoj in čustveno, in bomo rekli telesno, in intelektualno, in ne nazadnje tudi duhovno. Ampak kaj mislim s tem duhovno? Da ideje, abstraktne ideje, o naprimer razmišljanje o smrti, o času, da ne zatrejo to, pa rečejo, premajhen si. Da bi o tem razmišljal. Tako. Ampak preprosto jih lahko vprašamo in rečemo, kaj si pa s tem mislil, pa kako si pa ti to predstavljaš. Sir Ken Robinson, mislim, da je Robinson, ja. On je sicer že pokojni učitelj, on mislim, da je imel 20 milijonov, celo več ogledov njegovega zelo lušnega, smešnega govora ravno o šolskem sistemu in kako šolski sistem pravzaprav poneumlja otroke, in je dal en luškan primer, kako je ena punčka risala nekaj. So risali pač v šoli in je prišla učiteljica, reka, kaj pa rišeš? In ona reka, Boga. In je potem reka učiteljica, kako pa veš, kakšen je, si nobenega še ni videl. In je punčka reka, sedaj bodo vedeli, ker ga je ona narisala. Torej, stvari, kot so takšne, ko vidiš to globino tega otroka, ko razmišlja o stvareh, ki jih mogoče nek vrstnik njegov ne razmišlja. To so majhne stvari, ki potem lahko res pripeljajo do tega, da starši lahko opazijo to nadarjenost. Pomembno je, da tem pozornost. Tako, ja. Tako. Ali starši pogosto opazijo to, da je otrok drugačen, ali misliš, da se s tem premalo? Mislim, da je premalo ozaveščanja glede nadarjenosti. Včasih pride tudi do tega v šolskem zdravstvenem sistemu, da je napačna diagnoza, da mislijo, da je avtist. To tak primer, naprimer, sem že imela in tudi imam, da so pač bile napačne diagnoze, da kasneje pač otrok naprimer v najstniških letih ni bil več avtist, in kot tak prepoznam, je ta diagnoza odšla. Je v bistvu bil pa zelo nadarjen, oziroma še vedno je. Tako da premalo ozaveščanja je o tem, premalo je prostora nasploh, bomo rekli tudi v svetu, ne samo v Sloveniji. Mogoče se je zdaj v Evropi malce začelo prebujati, odpirati na tem področju, ampak res premalo. Tako da super bi bilo, da bi vsak starš, ko opazuje svojega otroka, pa tudi če ni nujno, da bomo rekli, je nadarjen, vsak ima nek svoj dar, tako bomo rekli, vsak je za nekaj dober in ima super sposobnosti. Ko govorimo o nadarjenosti, govorimo prav o tej specifiki, ki je tudi gensko pogojena in neurokognitivno pogojena, torej da so res možgani drugačno naštimani, da gre za neurodiverziteto, ki je včasih prepoznana kot lahko ADHD, avtizem in razne druge neurodiverzitete, ki jih se zdaj nekako poznamo. Tukaj bi omenila si domišljijo. Kaj pa, da mi z odgovori otrokom spodbujamo več domišljije? Sem bila pred kratkim pri frizerju in je en otroček vprašal frizerja, zakaj daje pramena na folijo. Pa mu je odgovoril, če pride vesoljska ladja, jaz dam to gor in ta folija prepreči signalom, da berejo misli. In spodbudi z odgovorom, da ta otrok naprej razmišlja. Se pravi, ni podal odgovora, zakaj dejansko je ta folija potrebna. Kako so te odgovori dobrodošli ali nedobrodošli pri otroku, da se mu razvija domišljija?
Jaz mislim, da pač ta kreativnost ima eno svojo naravno inteligenco in ne glede na vprašanje in odgovore bo itak najdla svojo pot, to moramo vedeti. Mi se moramo umakniti, naš naš sistem, naše družbene pogojenosti, dvom in sram v svoje sposobnosti in te ovire, ki res nadarjeni, ki so in se moramo prilagajati tej družbi in takšnemu sistemu, kot je veliko teh preprek noter, veliko teh blokad. Nič ni narobe z vesoljsko ladjo, ki prihaja. Jaz, na primer, bolj delujem na ta način, da vprašam, kaj pa ti misliš? Torej, z otroki je vedno fino na ta način reči, kaj pa ti misliš? Da vrneš žogico, kot te vprašaš. No, jaz pa si mislim tako pa tako. Torej, v bistvu, da povemo neko lahko svoje mnenje, ki je lahko tudi malce zabavno, da spodbudimo, ampak predvsem pa, da postavljamo neke temelje neki zgodbi mogoče. Torej, če je ta frizer nekaj rekel o vesoljcih in vesoljski ladji, mogoče bo ta otrok potem šel to raziskati, bosta z mamo in z očetom raziskala planete in lune kot Jupitra in tako dalje. Na ta način je fino potem spodbuditi. Tako, ja. Ta radovednost je ena izmed, bom rekla, skoraj prva značilnost nadarjenih, ta res globoka radovednost, ko te prav potegne v nekaj, v neko temo, da v tej temi potem raziščeš praktično vse. Ni da ni. Ni da ni, ja. Ali bi rekla, da se pri dečkih drugače kaže nadarjenost kot pri deklicah? Ne bom rekla, kot da se kaže, ampak je družbeno drugače sprejemljiva. Torej, če tudi raziskave so narejene, ko so spraševali starše, ali mislite, da je vaš otrok nadarjen, in večina jih je rekla, ja, moj sin je nadarjen. Torej, za hčerko niti ni takega občutka. Tudi velika večina nadarjenih punčk, pravzaprav do 8. leta, to so znane raziskave Linde Silverman, ona je že zelo dobra strokovnjakinja na tem področju, in tudi veliko je o njej objavljenega, tako da si lahko vaši poslušalci in poslušalke lahko tudi pogledajo o njej. Torej, Linda Silverman je v bistvu veliko raziskav naredila na tem področju in pravi, da deklice do 8. leta lahko še nekako sprejemajo to svojo nadarjenost, vkolikor seveda je prepoznana, in reče, ja, jaz sem nadarjena, tudi deklice, ki hodijo k meni, na ta način to nekatere doživljajo. Vendar ta nadarjenost potem upade skoraj za polovico, do leta tam 14 praktično skoraj večina teh deklic zatre nadarjenost, ker je družba usmerja v to, da bo lepa, da bo primerna za bodočega moža. Žal je to še vedno na ta način. Nažalost, se pravi, da ustreza nekim normam. Tako. A si imela kdaj v svoji praksi primer izjemno nadarjenega otroka in si tudi sama to nadarjenost hitro prepoznala, starši pa niso imeli posluha, niso ustrezno podprli tega otroka? In kako se v takih situacijah? Ja, to so kakšne žalostne zgodbe pravzaprav, ker otrok enkrat, ko stopi v, bom rekla, ta sistem obravnave pri meni, res vzpostavi ta stik in ima na drugi strani res osebo, ki lahko zaupa, in kjer je lahko to notranja nadarjenost, in notranjo inteligenco, ki je res ogromno, to je velika energija, to je energija, ki je pravzaprav energija našega srca, naše genetike, to je ogromno ene energije, se lahko ta energija pač pri meni sprošča in je pravilno upravljana, torej znamo z njo delati, torej pač naučim otroka in seveda tudi starše, kako s tem delati. Če starši ali niso prepoznali, oziroma so rekli, no, sej primer, sej je pridna v šoli, ampak ima neke težave, takšne ali drugačne. Potem pa je na primer tudi na nek način rečejo, sej ne rabi več podpore, sej zdaj pa je zopet v redu, kar je bila, 3-6 mesecev v obravnavi.
To so pa žalostne zgodbe, ko lahko otrok izgubi eno tako podporen sistem. A ne? Tako da jaz sem glede tega v moji praksi zelo stroga, a ne? In rečem, če se pač preprosto gremo tako, kot otrok rabi in želi in potrebuje, torej pomeni, da dokler otrok potrebuje ta podporo, mora pač tudi hoditi. A ne? Razumem. Se pravi, starši, vkolikor ne prepoznajo, ali jih poskušaš, kako bi rekla, se z njimi pogovoriti? Ja, seveda, zagotovo. Ne? Ker zopet premalo je ozaveščenosti od tega, kaj sploh nadarjenost je. Velika večina, naprimer odraslih žensk, kaj pa odraslih moških, tudi reče se, jaz nisem nadarjen. Tudi to je, bom rekla, ena taka beseda, nadarjen je kot, zdaj pa ti je vse dano. Ni res, praktično je to. Če smo res zelo, zelo, zelo srečni, pa smo rojeni v dobro družino, a ne, kjer ima veliko in denarja in podpore, a ne, družina zelo veliko pomeni, a ne, v tem, kako uspemo v življenju. Ampak premalo je te ozaveščenosti, premalo se govori. A ne? Jaz sem tudi imela podporno skupino za starše nadarjenih otrok, kjer smo vse predelali v enem letu, a ne? In so bili starši izjemno hvaležni, so se stvari izjemno hitro spremenile v družini. Spoznali so v bistvu, oči so se mi odprle, so rekle gospe, a ne, mamice, ker so rekle, živeli smo, ne vem, 13-14 let v misli, da je ta otrok neznosen, a ne, pravzaprav pa zdaj vidimo, da je ta otrok briljanten, a ne. Da v sebi skriva en biser. Ja, en biser, tako, ja. Kako lahko starši in učitelji ustrezno podprejo nadarjenega otroka, se pravi, da ne razvije občutke osamljenosti, čudnosti, manjvrednosti, kar si že vse omenila, ne, oni se počutijo drugačni kot večina. Najprej jih je treba seveda prepoznati, a ne, in to ni samo inteligenčni količnik. Tu so tudi otroci, ki so emocionalno zelo inteligentni in modri. Pa naprimer imajo popravca iz matematike. Ti so res zelo, zelo lahko v enem takem stanju nekih stisk, a ne? Tudi zaradi tega, ker nihče to njihovo emocionalno inteligenco niti ne prepoznava, a ne? Če pa naprimer se jaz pogovarjam z njimi, a ne, in vidim to globino in čutim to globino in jo tudi potem, bom rekla, priznavam in rečem, glej, tole je posebno, a ne, takih ljudi, kot si ti, je zelo, zelo malo, potem v bistvu se začne v njih dogajati ena pravilna samopodoba, a ne. Potem se lahko vse stvari na nek način postavijo na svoje mesto. Kot en proces. Tako, ja. Da gre v pravo smer. Ja. Tako da pravzaprav res to priznavanje tistih njihovih najbolj globljih izkušenj, ki so lahko tudi kakšne mistične, a ne. Tudi takšni primeri lahko so. In v bistvu jim dati prostor, da se izražajo, a ne? In ne obsojevati. In ne jih spravljati v neko takšno, bom rekla, kartonasto škatlo, ker preprosto ne morejo se stlačiti v to povprečje. A ne? Ne moremo iti tja. Potem smo ker je preobilno. Ker je preveč energije, preveč je drugačnosti. Tudi če bi se ta otrok zelo želel stlačiti, a ne, to pomeni, bom čustven davek in davek nadarjenosti v bistvu nosil celo življenje kot breme, a ne, zaradi tega, da se prilagodim mamici, očetu, učiteljici, sošolcem, a ne, in se pač v bistvu to škatlo je treba odpreti oziroma niti ne ga prisiliti, da se tlači v to škatlico, a ne. Zato jaz zelo zagovarjam šolo za nadarjene, kar je na žalost v Sloveniji ni. Zelo zagovarjam res, ker je ta, bom rekla, družba z vrstniki, ki odsevajo in ti dajo povratne informacije o neki tvoji ideji, o nekem tvojem čustvenem stanju, o nekem tvojem uvidu o vesolju, a ne, o nekem tvojem občutku notranjem, kaj se nekaj z nekom dogaja, kaj je bilo v tej knjigi, kaj je v tej pesmi, kakšna je ta matematična funkcija, kako je nogometaš. Kdo je zdaj ta znani nogometaš? Lamil Jamal? Ja, z prvenstva. No, Jamal, ja. Če dam to primerjavo, a ne,
zakaj je v športu ta nadarjenost tako iskana in tako izverzirana in tako briljantno to delajo, vsi trenerji iščejo najbolj briljantne. Tako precizno. Torej, ker ne želijo tega zmagovalnega, nadarjenega nogometaša dati med lokalne nogometaše. On se tam pač ne bi razvil, tudi ne bi imel motivacije notranje, ne bi imel dovolj izzivov. Torej, to je čisto normalno, oziroma ogromno denarja gre v to, da se najde Lamil Jamala. Medtem ko nekdo, ki je inteligenten, intelektualno, ki je inteligenten čustveno, ki je inteligenten fizično, naprimer, da lepo pleše, naprimer, da se super giba, ki je inteligenten duhovno lahko, da je moder, na to se pa popolnoma nič ne vlaga. Torej, šola za nadarjene pomeni, da bi vsi, ki so Lamil Jamali na svojem področju, lahko najdli pravo moštvo, ki bi ne samo bil dovolj dober izziv, da bi lahko ta Lamil lahko še bolj razvijal in res dal dobre rezultate, ampak tudi za podporo. Ta podpora je izjemno pomembna med vrstniki. Tale tukaj pa ne bo rekel, kaj razmišljaš ti o tem, o luni in kaj je za luno. To so neumne stvari. Medtem ko večina nadarjenih razmišlja o tem, o luni pa o vesolju. Mi lahko imeli celo razpravo tako, na to temo. Tako. In če smemo meniti, jaz preko Rotary kluba Ilirija Ljubljana, pravzaprav imamo humanitarno akcijo na nek način, ki združuje nadarjene najstnike in otroke. In ti se združujemo se enkrat mesečno. Torej ena skupina je 18 let plus, pač že poteka, naslednjo bomo začeli septembra, torej kjer se nadarjeni mladi odrasli najstniki 18 plus, enkrat mesečno združujemo in to je res krasno, ko se ideje in ta energija iskri, sama elektrika. Druga skupina pa bo skupina od 14 do 18 let, bo tudi odprta septembra dalje. Torej, če kdo koga kaj zanima, lahko malo pobrska po mojih spletnih straneh pa pogleda, bom rekla, te odprte in se prijavi otroka. Torej, izjemno pomembno je, da se srečujejo skupaj nadarjeni vrstniki. Izjemno pomembno. Ta stik. In ta njihov občutek. Tako, in ta občutek, da na drugi strani je nekdo, ki je podoben. In ki ga razume. Podobno čuti. In ki v bistvu mu tudi lahko nudi nek izziv. Zelo zanimivo. Ta program mi je zelo všeč. Sploh, ker je tudi humanitaren. Pa bi te tukaj vprašala, kako zelo pomembno je ustrezni ta socialni kapital oziroma podpora družine. Če se tukaj navežem na ljudi, ki so socialno šibkejši, na družine. A se te otroci težje razkrijejo za nadarjene zaradi okolja? V bistvu lahko, pa ne samo otroci, ki so, dajmo reči, iz bolj revnih družin, ampak otroci, ki so iz družin, ki so disfunkcionalne. To pa je pravzaprav skoraj večina družin, bomo rekli. Oziroma iz družin, kjer morajo otroci preživeti. Lahko je preživeti emocionalno, ker pomeni, naprimer, če če nima dobre dinamike, ker se ne podpirajo, ker nimajo avtentičnih povezav, mora otrok najprej v družini preživeti. In to je prvenstveno. To bo 90-95% vloženo v to, ali je mamica danes tečna, ali je oče danes siten in kako se jaz na to odzovem. 5% bo šlo pa v šolo. Mogoče, torej, lahko je pač nekdo iz, bomo rekli, revnega okolja. Jaz tudi v bistvu imam nekaj takih primerov,
ko preko donacij in sponzorstva določene otroke pač vzamem in nekdo drug seveda preko donacije potem to sofinancira. In so tudi krasni rezultati, takšni rezultati, da imamo zdaj pravzaprav res male genije že, ki so se izvrstno razvili in kar samo briljirajo. Tako da starši rečejo, jaz jih pač praktično več ne dohajam. So pa to otroci stari 11-12 let, naprimer, ki razvijajo svoje ideje, videoigrce, ki sami sestavljajo že glasbo, ki so lahko vrhunski atleti. Ja, tako, ja. Torej, tudi bomo rekli iz nekega takega socialnega okolja, ki mogoče ni toliko finančno podprt lahko ta otrok, ampak jaz bi še posebej pa izpostavila to, da ti otroci, ki so iz družin, kjer morajo pravzaprav preživeti. Najprej to. Najprej preživeti doma. Potem pa ostalo. Kakšno vlogo pri nadarjenih otrocih pa ima spoznavanje drugih kultur? Naprimer otroci, ki veliko potujejo, spoznavajo svet. Ja, če seveda jih to zanima, super. Lahko pa se nekateri otroci tudi tega bojijo. Naprimer, en izjemno nadarjen otrok, ki je pri meni, on se boji potovati, torej potuje samo v Sloveniji. No, sej. Ja, potuje samo v Sloveniji in je to čisto v redu in starši ga ne silijo in ko bo čas, bo šel kam drugam ali pa tudi ne. Ker zdaj je pač svet tudi preko računalnika zelo, zelo blizu. Dostopen. Ja, in je dostopen. Tako da vsak nadarjen je zelo, zelo unikaten. In ravno iz tega je potem treba res vsakemu posamezniku pogledati, kje so njegove te nadarjene potrebe, ki bi jih rad zadovoljil, in dan na plano, in kjer se jih naslovi. In ena izmed teh je lahko tudi, da nekdo zelo rad potuje, nekdo pa naprimer zelo rad bere, nekdo bi se rad zelo družil, nekdo pa reče, ne, jaz želim imeti enega prijatelja, ampak tega prijatelja pa res prijatelja na mestu. Enega pravega. Ja. Mnogi nadarjeni otroci doživljajo preobremenjenost, dražljaj, saj že povedala, visoko občutljivost in pa tudi intenzivna čustva. Kako lahko ustvarimo okolje, že od otrokovega rojstva dalje, ki jim omogoča, da ostanejo avtentični, varni? Ja, zelo dobro vprašanje. Ta avtentična povezava, torej moramo prepoznati, kaj otrok noče in kaj želi. Če naprimer ne mara nositi neke volnene jopice, tudi ta preobčutljivost naprimer je lahko prisotna pri nadarjenosti. Naprimer, lahko je občutljivost na svetlobo, lahko je občutljivost na zvok. Jaz naprimer osebno sem občutljiva na svetlobo, moram imeti vedno sončna očala skoraj. Včasih sedim jaz s sončnimi očali v moji pisarni, na drugi strani pa drugi nadarjen, najstnik naprimer, pa sva oba sončnimi očali, oba veva, da naju svetloba moti, in rečeva, danes bova tako. Se je zabavno. In je zabavno iz tega. Nekatere moti lahko von, lahko sluh, torej je treba upoštevati tudi to, da če imajo preveč, bomo rekli, preobčutljiv sluh, je lahko že neka kritika, ki je glasna, glasnejša, jih lahko že iztira vrže in iziritira. Torej, že takšne malenkosti so pomembne. In naprimer, nekateri mogoče ne jejo kumaric, bodo pa jedli krompir pire skupaj z breskvami, sedaj se zmišljujem, ampak nekaj, kar ni, nekaj, kar ni. In je take stvari potrebno tudi razumeti in se ne z njimi preveč ukvarjati. Včasih se starši tudi preveč obremenjujejo in so konstantno ob tem nadarjenem otroku in ga konstantno poskušajo spodbujati in usmerjati. Tudi to ni potrebno. Kot helikopterski starši, to vedenje. Tako. Torej, praktično vse svoje življenje in vso svojo energijo posvetijo potem temu nadarjenemu otroku oziroma temu otroku, ki je preveč zahteven, ki je preveč občutljiv, ker je treba okoli njega konstantno. Potem se otrok seveda to navadi in nekoga konstantno bi rad nenehno, da je nekdo ob njem, ki... Njegova pozornost. Tako, njegova pozornost.
Lahko pri majhnih otrocih je opaziti tudi to, da je zelo veliko komuniciranja, tudi samo z očmi, tudi tega, in zahtevajo tudi in raziskujejo, okolje hitreje in zahtevajo tudi neko pozornost, in je tudi v redu, Predvsem ta stik z eno osebo, ki je varna, z osebo, ki jim bo odprla ta svet nadarjenosti, z osebo, ki bo rekla, no pa poskušaj sama nekaj skvačkati, naprimer. Tudi babice, dedki so tle čudoviti, Naprimer, jaz dostikrat tudi predlagam staršem, pa peljte jih k dedku in babici, pa naj jo babica nauči kvačkati ali šivati, naprimer, Če potrebuje, naprimer, če so kakšne razmišljanja o tem, da je ta otrok, naprimer ADHD ali pa ADD, skušajte na ta način, Če se vidi, ali je nadarjen, pa je poln te energije noter, ali je to res pač ADHD. In ponavadi so lahko zelo fokusirani na kakšnih takih stvareh, kjer vidijo nek sistem, kjer se pač povezujejo stvari, kjer v bistvu možgani se potem zaposlijo. Pravi, kako bi se odzval na to kvačkanje, šivanje, bi ti lahko že dala en zaključek? Tako, ja, en primer sem imela, ko je pač taka bolj, bomo rekli, zelo izjemno inteligentna, ampak iz tega naslova tudi rahlo nemirna, mogoče iz strani staršev pa učiteljev, deklica, izjemno inteligentna, že ne vem, vrsto nagrad praktično pobrala, ko smo midve mirno šivale. In jo je izjemno zanimalo šivanje, kako deluje, kako v bistvu cel potek daš v bistvu nit skozi šivankino uho. In sva praktično celo uro se s tem ubadale in možgani takrat začenjajo delovati na pravilen način. Torej, poberejo informacijo, jo dajo v sistem in se potem nekaj res pokaže. Torej, sva naredile potem neko blazinico. Wow. Se pravi, hkrati fokus, pa tudi neko sproščanje. Tako, pa predvsem v bistvu, da znajo možgani pobrati informacijo, jo sfokusirati, jo v bistvu na nek mehanski, skoraj da mentalni način umestiti in potem videti en izdelek ven. Rezultat. To je zelo tudi pomembno. In ta občutek, da se je nekaj v bistvu sprostilo, da je dobila punčka informacije ali pa fantek, da je nekaj naredila, nek proces in da se je potem res to nekaj videlo. In da je iz tega procesa nekaj nastalo. Tako, ja. Pogosto smo omenili čustveno, spravi, da so zelo čustveno dovzetni, občutljivi. Ali imajo ti otroci ali tudi odrasli višjo stopnjo empatije razvite do sočloveka? Ja, seveda. Zagotovo, ja. Lahko čutijo drugega človeka, lahko čutijo tudi prostor, čutijo živali, meni dostikrat rečejo pač tisti, ki vem, da imajo to razvito, danes si pa malce bolj slabe volje, in jaz sem zelo hvaležna za to in rečem, hvala lepa, da si me vprašala. Danes je pa tak nizek pritisk mogoče, če je res, in potem si naprimer grem po kavo. Ampak fino je pri teh otrocih, predvsem pa tudi seveda kasneje odraslih nadarjenih, da vejo, da katera čustva so njihova in katera so od mamice ali pa od očeta. In da ne povezujejo to in da ne povezujejo, da je to njihovo. Tu je ta razkorak nujno potreben, in v bistvu zavedanje tega, da če se mamica počuti slabo, da ni nujno, da se tudi pač hčerka počuti naprimer slabo. To je tudi za starše zelo dobro, da na ta način ne prenašajo naprej na otroke tega bremena. Pa seveda tudi to, da znajo zato, bomo rekli, čustveno preplavljenostjo čustev, da znajo upravljati s tem, z raznimi tehnikami lahko. Zbalansirati vse svoje občutke. Ja. Pa da znati to tudi povedati. Reči, danes sem pa
Tole me je pa zelo, zelo prizadelo. In imam en svoj sistem, ali je to lahko, da se zjočemo, da nekaj narišemo, da zgnetemo nekaj z gline, da gremo kruh mesati, pa testo zgnetemo, da gremo teč. Naprimer, to so vse stvari, ki so super, da v bistvu to energijo v bistvu damo ven. Damo ven oziroma jo pretvorimo v nekaj drugega. Tako je. Uporabnega. Bolj uporabnega, ja. Ali je značilno, da ti otroci, mladostniki, odrasli razmišljajo outside the box, se pravi izven nekih okvirov, ali kdaj tu daš kakšno nalogo? Ja, seveda. Zagotovo dobijo naloge. Ta skupina, ki sem jo omenila, ki že poteka, tudi v bistvu že razmišljamo o tem, kakšno nalogo bomo imeli naslednje leto. Tako da bomo videli, kaj si bodo zbrali. Jaz imam nekaj že v mislih. Ampak ja, seveda najbolje je, da se usmerijo tam, kjer jih pač vleče, kjer vidijo en svoj doprinos, kjer vidijo ta smisel tega, kar počnejo. Neko strast? Strast, ja, predvsem pa ta globok smisel, to je zanje zelo značilno, ta smisel tega nekega projekta, smisel učenja, zakaj se rabim to učiti. Kje je smisel tega? Kje je smisel tega? Torej, je treba to osmisliti, ker je včasih seveda zelo težko za starše, že zame. Zakaj se moraš pa zdaj učiti matematiko, če boš šla študirati nekaj čisto drugega. In tudi za učitelje sem zdaj pomislila. Tudi za učitelje. Smo rekli v gimnaziji, zakaj bomo znali od vode, se jih ne bomo rabila. Smo rekli učiteljci, kje ima smisel? Kako jaz to razložim tako, da rečem, da možgani pač, da je to razvoj možganov, in kako možgani pač delujejo, da bodo potem kasneje, ko bodo potrebovali nekaj drugega v življenju, da bodo možgani tam pripravljeni, da lahko pač to na ta način rešijo, kot so pač naučeni, naprimer matematično. Zanimivo. Ja. Kar se tiče otrok in mladostnikov, bi lepo povabila starše, da si lahko pogledajo tudi kratek dokumentarc Gifted Children, nadarjeni otroci, objavljen tudi na tvoji spletni strani. Tako. Nekako gre čez vse te aspekte, ki smo jih danes že predstavile, se pravi družina, socialno okolje, šolski sistem in kako pomembno, da starši nekako spremljajo in opazujejo svojega otroka, v čem je drugačen in poseben. Zdaj bi šla pa še na malenkost na odrasle. Ja, super. In sicer veliko odraslih šele v zrelejših letih ugotovi, da so nadarjeni, ampak da so to sposobnost nekako prilagodili, potlačili. Zakaj se to dogaja? Kako prepoznati to svojo nadarjenost, ki je bila že nekaj let zakopana? To je zelo dobro vprašanje, Včasih traja par let, da potem nekdo reče, ja, saj mogoče pa res je nekaj na tem. Torej, že to, naprimer, da imajo inteligenčni količnik, da mora reči izmirjen, pa da vejo, da spadajo v, bomo rekli, nek višji inteligenčni količnik, je že super. Ni pa to vse. Predvsem gre to, kar sem prej rekla, za te antence. Ali se zdi, da veliko več in drugačne informacije prejemajo, ali jih znajo procesirati, ali so se vedno počutili drugače. To je skoraj number one, številka ena, da niso se počutili isto, kot da bi spadali v... Kot da ne sodiš tukaj. Kot da ne sodiš na ta svet, skoraj da se treba preveč prilagajati. Da je razmišljanje drugače, je hitreje, da jim razmišljanje po korakih praktično ni njihov del razmišljanja. Ni domače. Da jaz temu rečem, da možgane dajo kar na pašo, in da možgani kar sami delujejo. Včasih dela. Tako, včasih rečem, ok, zdaj sem pa tole prebrala, zdaj pa vem, da bojo moji možgani tole pretuhtali. In grem včasih na sprehod in sploh pač ne razmišljam nič, ampak dam v bistvu možgane na pašo.
in ta čas res tuhtajo. No? In vem, da mi mine kakšen dan, pa dva, a ne? In pravzaprav potem pridem do neke rešitve. Nekaj stuhtajo. Tako, nekaj stuhtajo, torej zaupamo temu. Sej tudi to je umetnost, dati možgane na stran, za nadarjene. Tako, seveda. To je skoraj da nemogoče. Zaradi to različne tehnike, mindfulnessa in podobne velikokrat ne delujejo. Ker je treba pač vedeti, da ali pa naprimer razne raziskave, kdaj je potrebno iti spat. To pač preprosto ne gre skupaj pri tej populaciji. Je treba tudi to malo vzeti v obzir. Tako, deluje. V članku Divja duša nadarjenih je izpostavljen tudi notranji klic po svobodi, resnici in globokem izrazu. Kako ga lahko odrasli ponovno najdejo in kako se nekako sprejeti s tem strahom pred neodobravanjem okolice? Zelo dobro vprašanje je. Kot sem imela ena stranka, reka, jaz v sebi čutim nek tak klic, in vem, da ga moram pač na nek način moram to uresničiti. In to je že del enega takega procesa, da to slišimo. Torej, da bomo rekli, damo malo na stran definicijo nadarjenosti tradicionalno, ampak da gledamo nadarjenost kot neko večje ozaveščanje, večje zavedanje, stvari, situacije okoli sebe, globlje doživljanje, globlje čustvovanje in seveda tudi na drugačen način se potem, ko je nadarjenost v pretoku, se na drugačen način tudi ta nadarjenost izraža. Torej ni, bomo rekli, ukalupljena v nek sistem. Je to zelo težko prepoznati pač pri sebi zaradi tega, ker mislimo, da vsi na ta način delujejo. Torej, ne prepoznamo, da smo nekaj posebnega. Tako, številka 1 je, da mislimo, tako kot razmišljam jaz, razmišlja tudi moja sestra, moja mama, moja sošolka, moja prijateljica, moj prijatelj. Ne. Večinoma ne. To govorimo res o 2% populacije, kar pomeni, da je na šoli mogoče ena taka ali pa 2 osebi, na malo večji srednji šoli ali pa osnovni, naprimer. Torej, ne, drugi razmišljajo bolj počasneje in seveda drugače. Torej, to ni elitno, bomo rekli, ne želimo to izpostaviti, ker je pravzaprav ravno obratno, je ogromno stisk. Ena izmed stisk je naprimer tudi izgorelost, naprimer, depresija, kar pomeni, da ko se ta naša nadarjenost, ta naš ogenj znotraj želi izraziti, ker to je njen namen, to je ta smisel, ker se ga občuti znotraj enkrat, ko začne brbotati noter, ko v bistvu ga mi poskušamo zatirati ali pa ga ne prepoznamo ali pa ne vemo, da se to dogaja, pride do nasprotne sile, nasprotne sile, da mi, torej depresija pomeni, da nekaj pritiskamo dol. In to je kot en ekonom lonc, ker noter brbota, mi pa to dol tiščimo še z hujšo in večjo silo. Tako da, če imamo ta občutek v sebi, je to že en tak dober znak, da najverjetneje se nekaj dogaja, in da bi bilo smiselno o tem tudi razmisliti. Ta transcendenca, želim nekaj prispevati, sočloveku, k planetu, k družbi. Wow. Kako pa nadarjenost vpliva na odnose? Visoka senzitivnost, globoko razmišljanje, potreba po iskrenosti, ali to predstavlja oviro pri povezovanju z drugimi ljudmi? Tole je pa zopet ena čisto tema mogoče za nov pogovor, ampak jaz sem se tudi zelo osredotočala oziroma sem usmerjena, da pomagam nadarjenim ženskam, tudi seveda pač polovica oziroma več celo strank je pri meni moških, kar je zelo zanimivo. Ampak nadarjene ženske tudi zaradi svojega otroštva se dajo en tak kalup, in tudi če so na nekem delovnem mestu, da moram reči, ko nekako mogoče jim ustreza, so vedno ne želijo oziroma si ne upajo mogoče, da napredujejo, ne upajo si mogoče izraziti svojih mnenj. Ta miselnost ozadaj se nisem dovolj dobra ali pa perfekcionizem,
ustavlja ali pa ustavlja imposter sindrom, to je pač ta sindrom nekega prevaranta, pa se je to itak, se mi je posrečilo, pa se je to pravzaprav, so mi drugi pomagali. Sem imela srečo. Sem imela srečo. To je zelo, zelo veliko krat, se to pač itak ni nič. Ja, se nič tacga. Se to ni nič tacga, že punčke male, ko jih jaz pač dobimo obravnava, rečejo, jaz se pač naučim klavir takole, pesmico na pamet, veš, vse znam, ja. En dan pa znam 5 pesmic, to ni nič kaj takega. Že tam se začne. Je treba to zelo prizemljiti in reči, veš kaj, to zelo redko se punčke, fantki to naučijo. To je nekaj posebnega. To je nekaj drugačnega. Ne zaradi tega, da bomo rekli, da je to nekaj fantastično, ko si ti specialna, in to... Da preveč ni poveljive. Ja, da rate organe. Ne, ampak da je to je realnost. Torej, jim ne povemo, kaj je realno. Torej, ne bodo se znali obnašati v življenju iz svoje realnosti, iz svoje prave samopodobe. Jaz to lahko naredim, nisem ošabna, nisem arogantna, in si mislim, kako sem fantastična, pa narcisoidna. Ne, jaz to sem, jaz znam to narediti in lahko naredim super. Imam te zmožnosti in te sposobnosti. Kar se pa tiče seveda odnosov, pa ja, seveda ženske, nadarjene ženske, vse ženske želijo poglobljenih, avtentičnih odnosov, ampak mogoče nadarjene ženske čutijo, vidijo mogoče globlje ali pa ne oprostijo kakšno stvar, hitro, ker si rečejo pač takšna je resnica, mogoče kakšno stvar zaznavajo hitreje, pri partnerju, mogoče na nek način želijo res partnerja, ki je tudi nadarjen in jim tudi predstavlja izziv na drugi strani, kar pa je po raziskavah zelo, zelo zabavno, je, da visoko nadarjeni moški izbirajo ženske, ki niso toliko nadarjene. Torej, v bistvu bolj ženske, ki so pridne in ubogljive doma, to so raziskave, to si jaz ne izmišljujem. Izbirajo pač raje takšne, kot pa da bi imeli doma nekoga, ki jim soli pamet. Ja, ki bi malo kontriral, mogoče več kontriral. Torej, raziskave so narejene, mislim, da je to naredil celo Jordan Peterson, ta kanadski psiholog, če ga poznaš, da nadarjene ženske pravzaprav kar 30% imajo manj šans, da dobijo nekega pravega partnerja. Mogoče so tudi bolj zahtevne potem lahko tudi, ja. Da najdejo neki izziv, skupne točke. Ampak zakaj bi pa zniževali neke kriterije in standardne? Se ne govorimo zdaj, da so to standardi, da je to nekdo, ki ima doktorat, ampak v bistvu iščejo to resnico, iskrenost in globino. Torej v bistvu res osebnost in neko postavljenega človeka na drugi strani. Kar je pa zelo težko, ja. Ja, težko, ne. Je pa to verjetno nek harmoničen odnos potem, ne? Ja, zagotovo. Ko se dva taka najdeta. Zagotovo, ja. Kako lahko nadarjeni vzpostavi odnose, ker ni potreb po manjšanju sebe? Smo že majčkeno odgovorile, se pravi, kaj lahko naredijo, da jih drugi lažje razumejo, se pravi, če je nekdo izjemno nadarjen. Ja, predstavljate si na primer neko nadarjeno žensko, ki se od otroštva pravzaprav poneumlja. To je ena taka stvar, ki jo jaz redno delam z mojimi strankami, z nadarjenimi odraslimi ženskami in jih vprašam, si kdaj v življenju se poneumljale, torej si nekaj vedela, pa si prilagodila, da bi bilo drugim ustrezno. In ko potem delamo malo na tem, se jim pravzaprav odpre čisto nov svet, velikokrat oziroma skoraj vsakič. Ja, to počnemo. Novo spoznanje, zelo zanimivo. To počnemo, in to je zelo fino se ozavestiti. Izjemno težko je ne to delati. Ker včasih rečemo, bom se malo poneumila, pa bom malo takole nekaj rekla, da bom šlo mimo. Pa ne želiš izstopati? Ne želiš izstopati, ne želiš biti tam neka smart, brihtna buča,
Ampak to pomeni, da pravzaprav zanikamo svojo res pravo avtentičnost. To, kar smo. To, kar smo, to, kar razmišljamo, to, kar čutimo. Celoti. Ja. V članku tudi ženske smo nadarjene, je omenjeno, da nadarjenost žensk še vedno da je prevečkrat zatrta, prezrta. Zakaj družba sprejema drugače, močne, drugače misleče in čuteče ženske? Ja, da. Kako zanimivo vprašanje. Še vedno. Ne? Še vedno, še danes. Jaz imam sicer angleški program za nadarjene ženske, pač za tujino. In same ženske tam so, da ne govorimo, bomo rekla, o moških oziroma nekem sistemu svetovnem, ampak že same ženske delujemo tako, da svojo nadarjenost, svoje sposobnosti, svojo intuicijo, svoje instinkte tudi nazadnje pravzaprav potlačimo. Malo prezremo. Ja, prezremo, potlačimo in jim ne zaupamo. Zakaj je temu tako? Si upam trditi, da pač tako je ta sistem narejen. Če bi bilo malce drugače, zato je zelo, zelo spodbujam nadarjene ženske, da se uveljavijo, da stopijo v ospredje, ker mislim, da bo svet dokaj drugačen, če bi bilo velika večina nadarjenih žensk bolj opolnomočenih. Izjemno je pomembno. Vse povsod. A je to v vrtcu, a je v šoli, a je v politiki, a je v gospodarstvu kot nek vodja, a je to na podcastu. Torej, izjemno pomembno, da se opolnomočimo, ker imamo nekaj zadat svetu, nekaj, ki prihaja iz našega najglobljega bistva in ker je etično in ni škodljivo za druge, ampak povezuje. Tako. Torej je nekaj, dela pozitivne spremembe, ki jih pa ta svet trenutno izjemno potrebuje. Wow, to si tako lepo povedala, da se človek kar malo zamisli. Ja. Kako pa ranjenost iz otroštva, pogosto omenjaš tudi ranljivost nadarjenih hčerk, vpliva na samozavest in na ustvarjalni izraz ženske, ki je nadarjena v odraslosti? Ja, vpliva pravzaprav na ta koncept sebe, na svojo samopodobo. Ker če smo mi kot nadarjene deklice, ponavadi smo skoraj da starši mami ali pa očetu. Torej, v bistvu jih nekako zelo hitro prerastemo. In to je dostikrat tudi videti v dinamiki v družini, da deklica ali pa deček pravzaprav je starš staršem. Igra vlogo. Tako, igra vlogo starša in je to lahko potem ta oseba nadarjena, to prenese potem tudi naprej. Torej pomeni, da nima pravega koncepta o sebi, niti kot otroku, niti kaj pomeni imeti neko otroštvo, brez tega bremena biti staršu. Skrbeti še za in nekoga. skrbeti še za nekoga. In se to seveda prenaša lahko tudi naprej. V odnose, prihodnje. V odraslosti te punčke, njene odnose. Prešle bova na zaključek, kar mi je kar mal žal, ker še in še bi klepetala s tabo. Ja, hvala, jaz pa tudi. naj malo čas preganja. Ja. Pa bi te najprej vprašala, kako pa ti svojo nadarjenost gradiš, razvijaš, usmerjaš in kako jo prepoznavaš? Ja, hvala za to vprašanje. Redko me kdo to vpraša. Super. Jaz nenehno študiram. In tudi grem iz tečaja, iz študija v študij. Moji možgani preprosto to potrebujejo. Tudi če ne bi nič kaj študirala, bi pa veliko brala, in se na drug način izobraževala. Balansiram to z jogo, z gibanjem, z fitnessom. Nekaj časa sem celo bila na baletu, kar je bilo krasno. To je tudi zelo en tak lep šport. Predvsem pa je tudi pri meni pomemben ta res avtentičen in globok stik z sočlovekom oziroma s to drugo nadarjeno osebo, oziroma z nekom, ki je zmožen držati prostor
neki taki intenzivnosti, lahko tudi. Torej, tudi jaz sem včasih naporna komu. To smo vsi. To smo vsi, definitivno. Ampak moj ožji krog me že zelo poznajo in me tudi v bistvu na ta način sprejemajo. In mi je iz tega naslova zelo, zelo lepo, da mi rečejo, da prosim, pa ti povej, kaj ti misliš, s tvojo drugačnostjo, kakšna nora ideja boš pa ti zdaj povedala. In se vedno kaj smejemo, oziroma na ta način potem seveda razvijemo karkoli, pogovor in tako dalje. Tako da v bistvu, da imaš na drugi strani nekoga, ki te ne obsoja v vsej svoji neki čudaškosti, ekscentričnosti, intenzivnosti. Sprejemate v polnosti. Tako je, to res krasen občutek. Ja. Zelo lepo, da imaš take ljudi okoli sebe. Tako, ja. Sem zelo vesela. Ja. Kaj pa lahko družba, šolski sistem, skupnosti, tudi starši začnejo delati drugače, da bi se bolj prepoznavala nadarjenost? Ja, prvo je ozaveščanje, torej to že, kar danes midve govoriva, je krasno. Starši lahko, oziroma vse, ki jih zanima, lahko veliko stvari preberejo na moji spletni strani, lahko me tudi kontaktirajo, če želijo, vrsto knjig je na voljo, žal slovenskih ne, jaz upam, da v bližnji prihodnosti bo tudi kakšna slovenska. Fino je gledati kakšen film, naprimer jaz sem, mislim, da je bilo prejšnji teden gledala Oppenheimerja, če si mogoče gledala. To je super film. Še je pa kar težak, v smislu dolg je, držite. Ene 3 ure je dolg, si kar zmatran človek vmes, Jaz sem bila kar zmatrana, ampak predvsem na začetku je zanimivo, kako so prikazali te njegove uvide, kako je v bistvu videl strukturo atomov, vesolje. V bistvu super so prikazali, kaj se na tem vizualno-prostorski inteligenci dogaja. Tukaj smo na začetku od Einsteina govorili, kako je Oppenheimer v bistvu na podoben način dobil uvid. On se malo strese in potem prikažejo v filmu neko tako sliko. Torej, v bistvu, take filme je fino gledati, da v bistvu lahko razumemo, kako nadarjeni doživljajo to. Kar se tiče na šolski oziroma nek sistem vlade, mogoče, je fino uvesti seveda teste nazaj, ker je to minimalna stvar, kar lahko, ne glede na to, da pač testi niso samo testi pokazatelj, pa saj nekaj pa je, izobražiti seveda tako starše kot učitelje, kaj sploh to je, še posebno z tega psihološkega vidika. Super je, da seveda se učiteljice izobražujejo, da imajo različne tehnike in kako jih prepoznati in kako z njimi delati. Žal je tega premalo, in jaz zelo, zelo navijam za šolo za nadarjene. Zelo navijam. Da se bodo počutili končno enkrat. Ja. Skupnost. Tako, to je velik zalogaj. Jaz mislim, da bo v prihodnosti na svetu veliko bolj porast tega, kot se zdaj nekako ta trend opazuje. Upam, da bo Slovenija čim hitreje na tej poti. Če ne, pa bodo pač učitelji poskušali v izobraževalnem sistemu verjetno največ storiti, ampak kot sami pravijo, oni imajo veliko dela s tistimi, ki so pod povprečji oziroma povprečni, da jih spravijo skozi, kar je edino prav. Torej nekdo, ki lahko na hitro nekaj naredi in ima 3, 4, 5 in pravzaprav ni problematičen. Tako, ja. Kaj pa delodajalci? Ja, to je zopet ena nora zgodba, okoli nadarjenosti. Torej, super bi bilo, da delodajalci seveda tudi prepoznajo svoje nadarjene. Jaz mislim, da je to in v njih vlagajo. Včasih delodajalci tega nočejo, ker znajo biti lahko naporni nadarjeni, ker iščejo nove poti, ampak iščejo pa tudi nove rešitve. Kar je super. Velik plus. Tako, velik plus, ja. Zdaj sama sem v teku ene raziskave, nadarjeni na delovnem mestu, tako da ta bo pač praktično prva v Sloveniji in tudi ena izmed prvih sploh na svetu. Tako da bomo videli, kakšne rezultate bomo dobili. Nadarjeni zelo, zelo, ta edina raziskava, kar je bila,
je bila narejena zdaj lansko leto, Mensa fundacija iz ZDA je to naredila, a ne, na 3000 udeležencev te ankete in intervjujev, a ne, sem z njimi tudi sodelujem in sem z njimi povezana. In rezultati so seveda kar alarmantni, torej pravzaprav se ne počutijo dobro nadarjeni na delovnem mestu in rabijo veliko podpore, ne samo v mentorstvu, ampak tudi v duševnem zdravju. To se res kaže potem, da kako lahko na delovnem mestu nadarjeni lahko zelo trpijo in so v stiski in tega niti ne vejo zakaj in ne znajo niti pokazati. Lahko pa z nekimi prijemi, a ne, z nekimi strategijami, pa lahko se to vsaj na nek način... to okolje bolj prijazno. Tako, ja. Za njih sprejemajoče. Tako. Če se kdo prepozna, da je nadarjen, pa morda ni bil formalno prepoznan za nadarjenega, kaj bi mu svetovala, kako naj začne raziskovati in negovati to svojo plat? Ja. Naj začne v bistvu kakšen test narediti na internetni strani mogoče. Jaz imam tudi na moji strani, mislim, da katjaujcic.si, imam ene 3 spletne strani, ampak na eni izmed teh strani je tudi test, predvsem test sprejemanja informacij, percepiranja informacij, procesiranja in izražanja. Ni to inteligenčni količnik, medtem ko na primer določene lahko preverjajo svoj inteligenčni količnik tudi na kakšnih internetnih straneh. Čeprav to še ni vse, se pravim. Torej ta njihova... To je en aspekt. Naj si malo preberejo, lahko tudi jaz imam ogromno teh člankov na mojih spletnih straneh, si malo preberejo o tem in poskušajo res imeti ta pogum in stopiti na to pot. Predvsem, da se rešijo oziroma poskušajo transformirati in predelati določene težke občutke od sramu, samosabotaže, dvomov vase, se nisem dovolj dober. To so vse stvari, ki jih ljudje sami praktično skoraj da ne morejo, ampak z nekimi, bom rekla, ustreznimi prijemi in pomočjo strokovno pa lahko seveda se to zelo, zelo hitro tudi da spremeniti. Wow. Za konec bi te vprašala, če imaš še kakšno misel za naše gledalce in poslušalce, starše, ženske? Albert Einstein je rekel, da je radovednost tista, ki je najbolj pomembna v našem življenju. Torej vse, ki v bistvu jih je ta najin intervju krasno si ga izvedla, torej super. Hvala tebi. Navdihno, naj bodo malo radovedni, naj se mogoče otresejo nekih predsodkov, nekih mitov, ogromno mitov okoli nadarjenosti, ne grejo malo to raziskati, naj ne rečejo, se jaz pač to nisem, ker če jih je kaj poklicalo, pa mogoče je kaj tukaj noter kakšna taka skrivnost za razkriti. Ker fino je osmisliti svoje življenje, če imamo življenje osmišljeno, potem pravzaprav veliko bremen odpade. Lažje delujemo, lepše odnose imamo. Tako. In pravzaprav je ta nadarjenost dar na prvem mestu, zakaj osmisliti življenje. Upam, da ste dobro poslušali. Hvala ti še enkrat za tvoj čas. Vem, da si zelo zasedena, delovna in sem izjemno hvaležna, da si vzela čas zame za ta pogovor, za portal On Odnosi. Naj še enkrat razveselim vse gledalce in poslušalce, da bodo imeli možnost priti na tvoj e-tečaj, oziroma bolj nagovarjam dame, drage dame, za nadarjeno žensko. Jaz mislim, da vas je veliko. Upam, da ste se prepoznale in da boste začele raziskovati sebe. Super. Tako da še enkrat hvala, ogromno novih informacij si dala zamlet, zaglodati, poglobljeno razmišljanje. Res hvala. Hvala tebi, Neža, super je bilo. In lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.